Lepo pozdravljeni. Danes imamo pred sabo vire, ki zavzemajo precej kritično stališče do nekaterih mednarodnih sporazumov, ki jih je Slovenija sprejela. Glavni očitek v teh dokumentih je, da naj bi ti sporazumi krnili nacionalno suverenost, pa da so v nasprotju z našo ustavo. Ja, Danes bomo poskusili te argumente nekako razgrniti, pa predstaviti tudi rešitev, ki jo viri imenujejo sanacijo in radice. Ozdravitev v koreninine. res je. Pogledali si bomo, kateri konkretni sporazumi so tu izpostavljeni kot problematični in seveda kakšna pravna pa tudi zgodovinska utemeljitev stoji za to idejo o zavrnitvi iz gradiva Društva za srečno življenje. Pač izražajo mnenje o domnevnih hudih kršitvah zadnjih 35 letih, ne? Začniva kar pri teh sporazumih. V virih ni omenjen samo eden ali dva, Ne. ampak cel seznam. In zdi se, da jih nekako povezuje ista skrb prenos odločanja iz nacionalne sfere na mednarodne organe. Točno. Izpostavljeni so recimo sporazumi, ki naj bi po trditvah teh virov seveda omejevali ekonomsko suverenost, kot sta fiskalni pakt ali pa mehanizem ESM. Ja, za ESM pravijo, da je v bistvu za reševanje tujih bank, ne? Tako navajajo, ja. Potem je pa tu še sklop, ki se nanaša na migracije. Omenjata se Marakeški sporazum, kjer naj bi migracije postale človekova pravica, A ja? pa Schengenski sporazum in ta novi pakt o migracijah zaradi domnevnih obveznih kvot. Ja, kvote. Viri so kritični tudi do okoljskih pobud, Pariški sporazum recimo, ali pa Evropski zeleni dogovor. Zakaj pa? Ti zaradi domnevnega uvajanja teh ESG kriterijev, saj veste, okoljski, socialni, upravljavski standardi, Ja, poznam. ki naj bi bili škodljivi za gospodarstvo. Pa omenjena je tudi pandemska pogodba Pri tej pa je verjetno skrb pred diktiranjem ukrepov, ja, strani Svetovne zdravstvene organizacije. Bojazen pred tem. In prav za naslovitev teh skrbi predlagajo ta koncept. Sanacijo in radice. Sliši se precej pravno-zgodovinsko, ne? Kako ga pa pojasnjujejo? Ja, z enim zgodovinskim primerom iz leta 1921. Daleč nazaj. Takrat naj bi deželna vlada kraljevine SHS za Slovenijo izdala ukaz o prepovedi simbolov nekdanje Avstro-Ogrske pa Nemčije. Zastave, Tako, zastave, pesmi. To dejanje razlagajo kot simbolično prekinitev s prejšnjo oblastjo. Pač utrditev suverenosti nove države. Nekakšna deaustrifikacija, če hočete. argument je torej, da bi bil podoben ukrep potreben tudi danes za prekinitev z elementi, ki naj bi škodovali suverenosti. Aha, torej, če prav razumem, pravijo, da bi ta zgodovinski primer bil nek model za danes. Natančno tako. In na tej podlagi je predstavljen tudi osnutek nekega dokumenta. Osnutek? Ja, imenuje se Ukaz o zaščiti narodne suverenosti. Zanimivo, datiranje 19. maj 2025. Kdo pa naj bi ga podpisal? Podpisan naj bi bil strani Mihael I. v imenu Narodne vlade res. In kaj bi ta ukaz po vsebini vira sploh vseboval? Po tem predlogu bi recimo prepovedali delovanje nekaterih mednarodnih organizacij. Omenjata se Open Society Foundation pa Svetovni gospodarski forum, WEF. Na ozemlju Slovenije. Kaj pa še? Sodelovanje posameznikov ali skupin s tujimi silami proti interesom naroda bi bilo označeno kot kolaboracija. Močne besede. Predlagana je tudi prepoved simbolov, ki jih povezujejo z globalnimi agendami, recimo simboli agende 2030, ali pa uporaba QR kodov za določene namene. QR kode? Tako piše. Zahtevalo bi se tudi razkritje tujega financiranja javnih osebnosti in funkcionarjev. Nadzor pa naj bi prevzel Narodni odbor za suverenost. Sliši se korenito. Ampak kako pravno utemeljujejo možnost take razveljavitve mednarodnih aktov? Pa uvedbo takega ukaza? Ja, pravna argumentacija se močno naslanja na ustavo, na našo ustavo. Seveda. Ključna sta predvsem dva člena. Prvi je 155. člen, ta sicer primarno govori o prepovedi povratne veljave zakonov.
Ja, retroaktivnost. Ampak ga interpretirajo širše, trdijo, da če mednarodna pogodba posega v že pridobljene pravice državljanov ali pa zmanjša suverenost, ki jo zagotavlja ustava, potem je taka pogodba v neskladju s tem načelom in zato nična, že v osnovi. Aha. Drugi pa je 120. člen. Ta določa, da morajo državni organi delovati v mejah ustave in zakonov. Logično. Iz tega pa sklepajo, da pogodbe, ki naj bi bile protiustavne, nikoli niso zares veljavno stopile v naš pravni red. Poudarjajo absolutno prednost ustave. Torej so pogodbe, ki slabijo položaj državljanov ali podrejajo državo, pravzaprav neveljavne od samega začetka. Ja, omenjajo celo možnost kazenske odgovornosti funkcionarjev, po kazenskem zakoniku. Za katera dejanja pa? Recimo zloraba položaja ali povzročanje škode nacionalnim interesom, če bi podpisovali ali izvajali takšne škodljive akte. Ta kritika se nanaša na daljše obdobje, ne samo na zadnje čase, čeprav so nekatere novejše spremembe in dogovori posebej izpostavljeni. Dobro, mislim, da smo kar razgrnili argument. Imamo seznam domnevno škodljivih mednarodnih aktov, Ja, imamo skrb za nacionalno suverenost, ustavno ureditev in potem ta predlagan koncept sanacijo in radice kot rešitev. vključno z tem konkretnim predlogom ukaza. Ja. Za konec pa mogoče vprašanje, kako naj družba, sploh v luči teh zgodovinskih teženj po samoodločbi, na katere se sklicujejo tudi ti viri, kako naj najde ravnovesje med potrebo po mednarodnem sodelovanju in pa zaščito nacionalne suverenosti ter ustavnih načel? Še posebej, če ta načela interpretiramo tako, kot jih interpretirajo ti predstavljeni viri, ne? To je vprašanje za razmislek, vsekakor.